Nekega lepega sončnega dne je tale sosed tukaj, ime mu je Jaka Torkar, prišel k meni s kolesom. In ko prišel je rekel, ej ti, jaz ko sem tukaj vozil do tebe, sem se odločil, da bom šel pa naslednji petek pelat 300 km s kolesom. In edino, kar lahko jaz tukaj rečem, je Srečno. A nisi ti tukaj mal zavozil, ne? Da si mal prehiter razmišljal, da boš dosegel nekaj tazga, kakor je 300 km s kolesom. Še enkrat, ne vem, če ste dobro slišali. 300 km s kolesom. A vi veste, koliko je trenutno najdaljša profesionalna kolesarska dirka s kolesom? A veste? A etapa? Ne etapa, tako splošno. Kjerakoli dirka, kogarkoli. Koliko je najdaljša, kar se kolesarji v enem dnevu pelejo. Mislim, da je 295 km Milano-San Remo. Ja. In Jaka mi en teden, preden se pravi, on se je odločil, da bo šel čez en teden pelat 300 km. Na In- koncu jih je bilo malo več kot 300 resnic še. In jih je tudi v resnici šel pelat, ne? To je ti zanimiv del. Ja, to je tisto, kar sem Ampak- pol to tudi resničil. Si predstavljate to norost, da se ti odločiš, jaz bom šel pa čez en teden pelat 300 In km. brez nekega plana, moram reči, da tako sem pač prišel do njega, čisto res to, kar je on povedal, brez neki, tukaj ni nobene laži. In to sem se odločil, na poti do njega sem videl, vse imam povprečno hitrost, imam lepo po ravnini s tem slabim kolesom, aluminijastim, pa verjetno bo z mojim viljerjem šlo še hitreje. Pa tako, kam bi pošel, sem pa začel malo razmišljati, pa sem ugotovil, ne vem, bi pa malo kroge nažigal, ne, saj po mojem mi ne bo dolg čas. Pa sem šel 6 krogov po 50 km, no, na koncu sem šel še malo drugače, ker so tako plani nanesel. Ampak ja, pa mi ni bilo tako dolg čas, čeprav mislim, lahko bi bilo kaj bolj zanimivega, no, zanimivo pa, ni bilo pa zanimivo, ja. Se na koncu je to res gledal kot neka pajčevina, bi jaz rekel, na njegovi stravi, ki jo lahko Ja. v opisu najdete. Ja, Ampak to je bila pajčevina, ki je potekala v 60 km dolgem krogu. Ja, in tudi na prvi pogled zgleda tako, da ni glih 300 km. Ja. Sploh, če veš, kako Slovenija zgleda, Ja. ne, boš mislil, to pa ne zgleda glih 300 km. Ni šans. Ne. Pa, ko pogledaš, da se vrti to en Pa približaš v eno cesto, pa vidiš tam Črtega. 6-krat. Ja, tisto je pa pol, Okrog. Ne. tisto je pa pol Ja. malo drugače za pogledati. Okay. Zdaj, prva stvar, ki jaz lahko rečem, je, da sem mislil, da je to v bistvu dosti enostavno odpeljati 300 km. Jaz sem šel pred enim mesecem, ki sem tudi že omenil v teh najnih pogovorih, ki jih vsak torek imava, če se želi kdo naročiti. Ne delam pa vsak teden takole izzivov, ne? Ja. Vsaj ne rabiš neki pauze. No, ampak kar sem hotel povedati, je, da sem šel jaz peljati 60 km Približno isti po istem krogu. Ja, Tako je, ja, praktično. skoraj istem, ja. In krog je raven. Ja, Ne moreš reči, da je tistih 300 višincev, ki jih narediš neki. Res je, da če bi šel na drug dan peljati, sicer jih je bilo več. No? če bi šel na drug dan peljati 1300 višincev, kot si jih ti na koncu naredil, ali koliko jih je bilo, da 1800, pa Strava je precej. aha, ok, 1800, Ja. da v resnici to tudi sploh nima. Ne, Sploh ni nima. malo, ne. Ampak je v bistvu ravno. Zelo ravno, Ja. za 310 km, koliko jih je bilo na koncu, je Ja. bilo zelo ravno. In jaz sem se po tistih mojih 60 km počutil, kot da bi brez težav ta krog še enkrat odpeljal. In še enkrat. Pa in mogoče še enkrat. Ampak ti si šel z gravencem. Jaz sem šel z gravencem, Da ja. pol lahko začneš počasi razmišljati, da mogoče pa teh 300 km niti ni najtežji izziv in kar jaz mislim je, da se to ne more primerjati z nobenim Everestingom, z ničemer, ker tudi nobenega supporta nisem imel, tudi Baška grapa, veliko težji izziv, veliko težji sem ga naredil, ker enostavno ena razlika je, v klanc moraš ti dajati nekaj od sebe, da se peleš kakor toliko hiter, sploh za te strme klance, ki so v Baški grapi. Tukaj po ravnini se pa vsak izmed nas lahko, ne glede na to, a si zdaj ti zelo dober kolesar, slab, se lahko peleš 20 km/h, če si dober kolesar, je to res počasi in če imaš samo čas pa voljo v glavi, lahko 300 km naredi marsikdo izmed vas, ki ne gleda. Jaz tudi mislim. Zelo, mislim, da tako bom rekel, 80% ljudi, ki me zdaj gleda še, Ja. naju, po mojem lahko to naredi, samo če imaš voljo v glavi. Ja. Pa da nisi res slab.
Ampak trajal bo pa Zelo verjetno dolg časa. tam nekje 15 do 18 ur. Ja, Jaka je to namreč naredil pod 10 urah s poprečno hitrostjo prek 31,3 na Garminu, pa 31,8, ker Strava spet ni izberisala tistih postankov. Nekatere je, nekatere ni, ampak povprečna je bila višja še, ker je izgledala na Stravi. Približno 32 na uro. Ja, malo manj, okoli 31 pa pol, tako točno tako. In to je nepredstavljivo, 32. Ja, zdaj, pa pogledaš profesionalce, za povprečno 43, 45, se ti zdi, to je pa še malo več, ne. Ampak še vedno imajo pa približen toliko višincev, kot jaz. Sam sem delal, se ne rečem, da profesionalc ne bi tega naredil s povprečno 35, ne. Ampak še vedno to niti ni nek dober trening, to je še vedno kurjenje, ker glede na to, kaj sem jaz jedel in vse to. Moram reči, da sem zelo dober, ker sem delal kroge, ne, in sem se vsak krog sem se ustavil, oziroma ne, vsaka 2 kroga sem vzel na en krog, torej na 50 km, sem vzel en gel in pa eno ferrotabelo, pa en bidon pol litra sem popil na en krog. Ker si to ti v bistvu delal v svojem domačem okraju, ne? Si v bistvu tam se ustavil? Ja, doma sem se ustavil, še malo pojedel, kaj bolj resnega doma, špagete, riž in to. Tako da, glede prehrane sem zelo zadev, čeprav Baško sva tudi, se mi zdi, da precej zadela s prehrano, ker je bila tudi veliko težja. Zelo sva približala, ne? Ja. Tako da, zdaj se to, glede prehrane moje, se zboljšujejo stvari. Pa tudi glede vremena, zelo dober, sem zadev dan, tako da ni bilo prevroče, je bilo pa sončno, tako je danes. Ja. Recimo, povej zdaj še nam, kakšen občutek je odpeljati 300 km, ne? Ja, prvič v življenju, ne, do takrat je bila najdaljša vožnja moja 234, se mi zdi Everesting, od tega je pol gor, pol dol, ne. Veliko težji izziv. Sicer sem bil mlajši, 4 leta, in se mi zdi ta 300 km ne spet tak izziv, toliko zahteven, toliko, da bi mu dal neko tako veljavo, kot Everestingu. Je pa težko mi bilo na 250 km, sem imel krizo, ampak še vedno se nikoli nisem peljal pod 27 na uro, ne. Tudi, ko mi je bilo res težko, ko vsem pride moment, ko ti je težko, ne. Sploh zaradi te hitrosti, ki sem imel, pa predvsem pozicije na kolesu, ker sem ves čas bil čim bolj dol. S katerim kolesom si to peljal? Villiers Triestina 110 SL. In je bilo, mislim, težko, zato ker sem ves čas živ k temu, da sem čim bolj aerodinamičen in zaradi tega se v bistvu pol tudi hrbtu ni glih fajn to, pa tudi ramenom in rokam, ki si zelo naprej, pa zelo si tako tudi na rokah, no, in mi je bilo kar malo težko, pa malo se rabiš razmigati hrbet na razne klančke, ki sem jih imel vmes. Pa si v bistvu praktično kronometer peljal? Ja, kilometer 310 km. Bi ti bilo lažje peljati, če bi imel une štangice? Ja, seveda, za kilometer bi bilo veliko lažje, ampak pa tudi, če bi imel obroče, bi to naredil eno zelo veliko razliko, pač večje obroče, recimo 50 mm bi bilo, zelo velika razlika, ampak, kot sem rekel, ni to izziv, ki bi bil najtežji, čeprav zgleda 310 km zelo veliko. Na prvo žogo je zelo težek, ne? Ja, pa v bistvu ni spet toliko zelo, če imaš močno glavo, ki ziher jo ima kdo še močnejšo kot jaz, bi to naredil kar solidno, ne, pač tudi recimo vidi se, da si neke utrujenosti ni bilo, ne, to se mi je, danes je, kaj danes? To je en dan? Ponedeljek. Ja, ponedeljek, jaz sem to delal v petek. To pomeni, da v soboto sem šel še na eno tekmo, da je Jaka Tumarinko tempo, maraton, in sva šla zelo hiter. Zdaj se ne bom spuščal v te podrobnosti,
1400 višincev, pa 18 km, kar je zame zelo veliko za teč. Sem drugo največ v življenju pretekel, pa je sam še. On je malo več tekel nekaj. Ja, on je šel 40 km, ampak ja, to je zame drugo največ v življenju, za 72. Kar je veliko, ne, pa tudi naslednji dan, torej v nedeljo, včeraj, sem pa isto šel kolesariti na Krvavec, sicer malo lažji tempo, ampak še vedno, pač se vidi, da nisem bil prav orang zmater. Pa si v bistvu odpeljal 3 etape World Toura, a? Ja, Divizija realno, tako nekako. Ena malo težja, ena malo lažja, en kilometer vmes. Tako da, pa se nisem nad zmatran, tako da sem pripravljen naprej na nove izzive, pa na nova snemanja, ki jih bom imela s Simonom v bližnji prihodnosti. Zdaj bomo pa kar začeli delati. Ja, več izzivov. Zdaj pa pripravite od najdveh dobiti v angleščini več izzivov, takih kolesarskih, ker zdaj smo končali z maturo, vsaj upam, on je zih. Upam. Jaz ne vem, matematika, ampak zdaj je mir, tako da zdaj bo več takih izzivov, mogoče ne glih 300 km, ker je to tako... Vse ni za vsak dan. Ja, pa organizacijsko zelo težko posneti. Ker so take ceste, ki ti moraš po ravnem peljati in to so glavne ceste. In po glavnih cestah, pa oviranje prometa, pa take stvari je problematično. Lahko pa poskusimo narediti, če boste vi za, ne? Zdaj pa to bomo mogli dobiti pa kar precej podpore k temu izzivu. Siguren, da bi posneli 300 km, tole je precej težko posneti, si znam predstavljati. Težje kot od kolesarca, mi zdi. Skoraj, siguren ekipo rabiš. In zato se mi zdi, da bova z drugimi izzivi nekako poskušala. Zelo veliko izzivov, jaz upam, da pride. Mislim, da začneva nekako čez en teden snemati. Čez en teden, ta dan, ponedeljek začneva snemati in lahko že zdaj kdo svetuje, predlaga kakšen nov izziv, ker sej nama ne bo zmanjkalo idej, zagotovo ne. Zdaj bo to šele začetek, in je veliko idej, zanimivih, smešnih, težkih, siguren. Tako da, če ima kdo kakšno čisto svojo idejo, ne morava reči, da ga bova zih upoštevala. Ampak se bo pa potrudila. Tako da ne dava nič, za to lajkov gremo toliko, ker ne vemo. Zaenkrat še ne, Pa nekoč, če bo pa veliko predlogov za eno stvar, bomo se pozmenili, vi boste dali lajke, mi da bomo pa pripravila izziv. Lahko, če bodo zelo dobri, recimo, predlogi, lahko tudi narediva voting. Kaj bi radi videli, zato ker... To bo tudi pripravila, kdaj je sigurno. Nama je to zelo zanimivo snemati, kolesariti in toliko, da če vas kaj zanima, je pa to še toliko boljše. Od 300, še kaj se skomentirati? Jaz mislim, da ne. Jedel sem gele od Enduranca. Ni sponzoriran. Ampak so pa zelo dobri, jih moram zelo pohvaliti, sicer okus naj vas bo malo sram, tako čist malo, če kdo to gleda od Enduranca, ker pomaranča je slaba, limona je v redu, to sem na naslednji dan limono poskusil, je pa zelo veliko ogljikovih hidratov in ti zelo pomaga, ker je 22 gramov cukra, 23 gramov bolj kompleksnih ogljikovih hidratov in imaš vsa področja hiter cuker v krvi, pa tiste bolj za daljše stvari ogljikove hidrate, ki držijo dalj časa, simpel rečen, in so zelo dobri, zelo ti pomagajo, tako da res, po mojem je bilo zaradi tega še veliko lažje, kakor bi bilo brez tega. Tako da, to je nekako glede tega to. Jaz bi se pa zdajle najprej rad zahvalil vsem, ki ste naj gledali pa podpirali do zdajle. Od januarja, ko smo začela. To nam je res veliko pomenil in dali tudi nek zagon, da bova zdajle čez poletje, ko imava čas, se lotila in resno vzela
Imamo tudi še par ljudi, ki nam bojo s tem pomagali. Ja. Tudi vsem vam hvala in bova pripravila par res dobrih vsebin. Ja. Par mogoče za koga malo slabših vsebin, Ja. ampak se Za bo pa vsakega se vedno bo zelo vedno potrudila. nekaj najdel in bo tudi posnetkov. To poletje bo Veliko. zanimivo. Ne? Ja, sigurno, za vse nas. Tako da se že veselim. In se vidimo naslednji torek.